Mariborska občina bo večji del naložbe v višini 4,6 milijona evrov pokrila s kreditom. Do začetka marca naj bi pripravili vse potrebno za objavo razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del, saj naj bi bila prenova končana do konca leta. Smo pa na včerajšnji seji pred kamero končno dobili nekoga iz stranke SMC, ki je komentiral padli amandma k energetskemu zakonu. Kaže, da imajo v stranki o tem amandmaju precej deljeno mnenje, kar je bil najverjetneje poglaviten razlog, da do včeraj zadeve niso želeli komentirati. Torej, ko sem zvedel za ta amandma, sem v stranki spodbudil eno razpravo na to temo. Seveda sem bil proti sprejetju tega amandmaja, ker menim, da je vseeno, glede na to, da večina dobička, ki ga Dravske elektrarne dobijo, gre v HSE in s tem tudi na nek način izgubi regija. Po tej izjavi je še toliko težje razumeti mariborske poslance stranke SMC, ki so brez slabe vesti v državnem zboru amandma družno podprli. Še dobro torej, da ne sedijo v mestnem svetu, saj bi ta isti verjetno podpirali zgolj projekte, ki so v škodo celotni regiji. Je pa nekaj več polemike med svetniki sprožilo poročilo o realizaciji akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v mestni občini Maribor. Največje pomanjkljivosti so zagotovo v tem, da ves čas poudarjamo, kako so enakovredno vpeti v naše vsakdanje življenje. Vendar vsakdanje življenje invalidov dokazuje, da temu ni tako. Zagotovo se trudijo razna invalidska društva, ampak tukaj bi mestna občina Maribor morala tem društvom vseeno prisluhniti. Govorila sem o javnih sanitarjih, ki jih imamo v Mariboru 7, vendar so gibalno oviranim osebam nedostopne, tako da na tem področju bi morali še veliko napraviti. Hkrati bi morali narediti tudi oznake, da se ve, kje so te sanitarije. Problematike se dobro zavedajo tudi na občini. Problematika tukaj je zelo široka. Treba se zavedati, da dejansko postavitev samega javnega stranišča izjemno težavna stvar, kaj smo poskušali v preteklosti že storiti in posod naletimo na težave. Največkrat je v tem, da sosednji lastnik prostora se s tem ne strinja, ker pač noben želi imeti v bližini javnega WC-ja. Svetniki so predlagali predvsem več občinske angažiranosti pri ozaveščanju, saj 60% ljudi brez občutka slabe vesti parkira na parkirnih mestih za gibalno ovirane osebe. Podžupan Pelko zagotavlja, da je občina tudi na tem področju zelo aktivna. Da pa nekdo, ki pa nima statusa invalida, parkira na invalidnem mestu, najbolj podlo dejanje, kar je možno in ni nobenega plačila za tako dejanje. In jaz mislim, da če bo dovolj prijav, če bo dovolj konec koncev odvozov s pajkom in dovolj kazni, da bodo ljudje dejansko razumeli, da pač na mestu za invalide lahko parkirajo invalidi in to z razlogom to mesto rezervirano za njih. Mestni svetniki so včeraj sprejeli tudi dokumente investicijskega projekta Energetska sanacija javnih objektov v lasti mestne občine Maribor z dodatnim sklepom, da se sanacija vseh objektov, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje, financira iz sredstev mestne občine Maribor. Namen projekta je zagotoviti celovito ali delno energetsko sanacijo javnih objektov, med katerimi je 11 osnovnih šol, 11 vrtcev, upravne stavbe mestne občine Maribor, ledne dvorane in dvorane Tabor. V okviru projekta se bodo energetsko sanirale kotlovnice, notranja razsvetljava in vzpostavilo se bo energetsko upravljanje.